Evo vam, danes po noči je izgleda Kolpa dosegla svoj vrhunec. Hvala Bogu, bom rekel, žice ni potegnila za sabo, razen tam, kjer so jo nepridipravi, bom rekel, zrezali, ker tam jo je pa potegnila malo tudi v vodo, malo pa tudi pustila na obali. Tukaj pa zdaj vidimo, kaj Kolpa za sabo pusti, kadar se razjezi. Tukaj zdaj hodim ob trasi, kjer je bil protestni pohod od Pare proti Slavskemu Lazu. Tukaj domačini rečemo priparski gas. Voda je še vedno nadpovprečno visoka, ampak je že v svoji strugi. Še kak meter pa pol bo morala pasti, da bo prišla v svojo strugo nazaj. Evo, tukaj pa lahko si pogledate vso to žalost, ki jo je ta voda za sabo pustila. Voda ne vpraša, gre lahko ali ne sme iti, voda ruši. Evo, tukaj lahko zdaj migranti pridejo čez, kadar hoče. Ker tukaj praktično je luknja, spet eno novih luknj, brez problema. Drevo se je zapletlo not, nosilec je sicer zdržal, ampak žica več nima svoje efikasnosti. Čisti nesmisel. Res tisto, kar sem rekel že enkrat, žica bedakov. Zdaj bi pa rad videl našega cmerarja, da si pride to pogledat, sabo naj prinese rokavice in veselo na delo.